Hej, pa smo nazaj in tokrat imam za vas en res poseben video. Gre se o razkrivanju toka denarja na kriptotrgu preko indikatorja, ki sem ga razvil sam. Ta indikator, če morda še ne veste, je ARI oziroma Asset Rotation Index. In to je indikator, ki ti dejansko kaže, iz katerega dela trga na kateri del trga se preliva denar. Do zdaj mi je dal zelo lepe in tudi kar presenetljive rezultate. In že ko smo pri tem, imam tudi eno zelo zanimivo vprašanje za vas. In to je, kar se tiče prejšnjega bullruna. Govorimo o letu 2020-2021. Kateri kriptokovanec ali del kriptotrga mislite, da je začel in vodil prejšnji bullrun? Povezava na anketo bi se vam mogla pojaviti nekje tukaj zgoraj v tem kotu. Magari zapauzirajte video, vzemite si sekundo in glasujte. Odgovor in diskusija tega bo skrita v nadaljevanju tega videa. Tako da prosim, ne poskušati goljufati, pa gledati naprej. Želim res vaše iskrene odgovore. Ok, ste glasovali? Potem pa predlagam, da kar nadaljujemo. Torej, primarna funkcija tega indikatorja je, da nakaže asset, v katerega se trenutno splača vložiti. Kot imamo na primer zdaj to trenutno situacijo, ko Bitcoin dobesedno kraljuje. No, ta indikator je podal signal točno za Bitcoin že na začetku tega leta, že januarja letos. In če bi že takrat vložili v Bitcoin, bi glede na ostale altcoine pridobili največ. Zdaj seveda bodimo pošteni, so nekateri altcoini, ki so dobesedno eksplodirali, ampak najdete te je dobesedno loterija. In problem je tudi, da marsikdo vlaga v altcoine, ker misli, da bo s temi več zaslužil, ko misli, Bitcoin je velik in počasen, tam že ne bo nič iz tega. In to je kratko malo napačno razmišljanje. In ta indikator sem jaz osnoval prav na tej ideji, da bi pač pomagal. Pomagal pri balanciranju oziroma rotiranju svojih lastnih sredstev. Recimo, ko pokaže, zdaj je čas za Bitcoin, ok, gremo v Bitcoin. In ko se začnejo dvigovati altcoini, prav, gremo v altcoine. In ko tako rotiramo, če si predstavljate neko snežno kroglo, ki gre dol po zasneženem klancu, se vedno bolj veča in tako vedno večamo svoje dobičke. Vsi vemo, da je trgovanje kar precej težko, sploh če se na primer lotevamo altcoinov. Tukaj moramo spremljati razne dominance, market cap, sam altcoin in bitcoin. Ker nemalokrat se je na primer že zgodilo, da je imel altcoin bikovski vzorec, ki ga je že prebil, in potem se Bitcoin kar naenkrat spusti in potegne za sabo tudi tale altcoin. No, ta indikator kar precej olajša to zadevo, s tem, ko vse te podatke skupaj združi. In vam tako ni treba gledati na več različnih mestih. Če želite še dodatne informacije, so te na moji spletni strani, linki so spodaj v opisu, lahko pa poskenirate tudi tole QR kodo. Ok, jaz predlagam, da kar začnemo. Začeli bomo najprej s samimi nastavitvami in na to nadaljevali na primere uporabe. In to od večjih časovnih intervalov na vse manjše. Tukaj bom čisto pošten z vami, prikazani bodo namreč perfektni tradi, za katere vsi vemo, da jih je zelo težko doseči. Vsi vemo, kako je to, ko se dejansko trada. Pride signal, pa so une polemike, pa je, pa ni, ali pa nismo ravno takrat pred računalnikom in vstopimo nekje vmes, ali pa kompletno zamudimo zaradi tega, ker se zgodi nekaj čez noč, takrat, ko ponavadi spimo. Najboljše je pametovati za nazaj, bi nekdo celo lahko rekel, ampak tako v bistvu ta zadeva deluje. Ko se sestavi nek indikator, se ga testira na prejšnjih podatkih, torej za nazaj. Ok, dovolj kar se tiče tega, jaz predlagam, da kar začnemo. Kot že rečeno, najprej si poglejmo nastavitve. Tukaj imamo običajni tedenski graf, naše gibanje cene in od spodaj je naš indikator ARI. Dajmo ga malo povečati, tako da bodo spremembe bolj vidne. Pa si dajmo pogledati nastavitve. Dam še na stran, da se bo lepše videlo spremembe. In ta prvo, kar imamo tukaj, so splošne nastavitve. In sicer vir, kjer lahko izbiramo, katero ceno upoštevamo pri računanju tegale indikatorja. Trenutno in po defaultu je naštimano na zaključno ceno, imamo pa tudi druge opcije. Torej, cena ob odprtju, najvišja, najnižja plus najnižja deljeno z 2 in seveda še ostale
izpeljanke in variante. Bomo to zaenkrat pustili kar na close. Tukaj je dolžina računanja indikatorja. Trenutno je po defaultu naštimana na številko 13, ki je tudi Fibonacci številka. Kot veste, morda jaz zelo rad vnašam Fibonacci številke, sploh številko 13. Razlog pa je ta, da je nihče ne gleda. Morda zaradi slovesa, ki se širi med ljudmi, ne vem. Ampak ponovadi je pravilo pri trgih tako, da je najbolje gledati tam, kjer nihče drugi ne gleda. In sem pripravljen skoraj dati roko v ogenj, da številke 13 skoraj da nihče ne gleda. Torej, stvar pri dolžini je sledeča. Manjša kot je dolžina, recimo če dam 5, več signalov dobim, ampak problem je tukaj tudi, da je lahko več lažnih signalov. Večja kot je dolžina, recimo če dam 21, ali pa dajmo kar 34. No, večja dolžina kot je, imamo tudi manj teh lažnih signalov, ampak potem je problem zamik in lahko pridemo na trg šele z zakasnitvijo, lahko s tem zamudimo tudi kakšno večjo potezo trga. Tako da na večjih časovnih intervalih jaz pustim kar številko 13, to so tedenski ali dnevni, na manjših časovnih intervalih pa je odvisno od gibanja cene in tudi v bistvu same impulzivnosti trga. Lahko se zgodi, da je številka 13 čisto v redu, spet pri drugih kovancih, recimo Ripple, ki je precej bolj volatilen, je treba to številko kar precej povišati. Na to imamo tukaj časovni interval. Ja, lahko si izberemo tudi drugačen časovni interval, recimo na grafu imamo tedenskega in tukaj imamo dnevnega. Ampak to je bolj mišljeno kot nastavitev, če si morda nekdo želi ali pa če želi nekdo eksperimentirati s tem. Jaz ponavadi kar pustim, da se prilagodi grafu. Potem imamo tukaj le še opcijo vključitve volumna v računanje tega indikatorja. Če vključim to opcijo, lahko dobimo kar konkretno drugačne rezultate. Po defaultu je to izključeno, je pa na voljo, če ima kdo morda preferenco po volumnu. Potem imamo tukaj prikazne nastavitve, tukaj lahko izbiramo med posamičnimi flowi oziroma toki. Kot vidite, tukaj lahko izključimo ali vključimo prikaz Bitcoina, prikaz altcoinov. Kot vidite, zdaj imamo samo stablecoine in Bitcoin. Pa dajmo altcoine nazaj. Lahko izključimo prikaz stablecoinov, da vidimo relacijo med altcoini in bitcoinom. In tukaj zdaj je še ena opcija in ta je, da se prikazuje tudi flow trenutnega kriptokovanca, recimo če spremljate kakšen altcoin. Recimo, če vključim, bo zdaj trenutno pač, ker smo na bitcoinu, bo tole obarvalo modro. Zaradi tega, ker je to coin, ki ga spremljamo. To je opcija, ki nažalost ni možna za vse kriptokovance. To nažalost ni odvisno od mene, je od TradingView-ja, ampak dodajajo vedno več in več teh kovancev. Listo teh kovancev še sestavljam in bo kmalu na voljo. Ampak, če slučajno gledate trenutni kriptokovanec, potem je najboljše izključiti tale altcoin flow. Ker če ne boste imeli enostavno zmešnjavo tukaj na tem grafu z vsemi črtami, potezami in vsem. Konec koncev moramo le gledati, da si poenostavimo zadeve. Ok, pa dajmo nazaj altcoine, pa izključimo trenutni CryptoCoin. Tukaj imamo še opcijo prikaza moči. To je tale bolj transparentni del na tehle črtah, tale debelina. To prikazuje moč trenutne poteze kriptotrga in če tukaj dam stran tole kljukico, dobimo potem samo črte. To opcijo sem dal za primer, prav za primer altcoinov, ki imajo kakšne impulzivne poteze in v teh primerih lahko ta prikaz moči rata kar moteč. Potem imamo tukaj še opcijo mehčanja. To je seveda dvorezni meč. Lahko sfiltrira ven marsikateri lažni signal, ampak posledično lahko zaradi tega tudi kasneje pridemo notri v kakšno potezo. Kot vidimo, zdaj ima indikator take ostre
poteze, take ostre, impulzivne poteze. No, kar to naredi, je, da te poteze omehča. Tukaj imamo tudi opcijo dolžine. Jaz si ponavadi naštimam na 5, sem opazil, da je čisto dovolj. In pa tip mehčanja imamo EMA, MA in WMA. Zdaj, če si že naštimam mehčanje, si potem ponavadi izberem WMA, ker sem opazil, da mi prinese nekako boljše rezultate, kar se križanja tiče. In potem imamo tukaj le še nastavitve baru. Ta prva je seveda za Bitcoin, ki ima svojo tipično oranžno barvo. Nato so altcoini, ki so črni oziroma temno-sivi, stablecoini, ki so rdeči, in trenutni kriptokovanec, če slučajno spremljamo kakšen altcoin, ki je potem moder. Tako, to so bile nastavitve, zdaj pa pojdimo naprej na samo uporabo in trgovalne metode. Torej, nastavitve smo osvojili, dajmo si zdaj še pogledati branje tega indikatorja, kako se ga bere. Idealno pozicijo imamo, ko je en asset nad linijo nič in ostale dva pod njo. Kje vidimo eno tako situacijo? Ja, točno tukaj. Točno zdaj smo v eni taki situaciji, kjer vidimo, da Bitcoin dobesedno kraljuje. Prav lepo vidimo, Bitcoin je nad linijo nič in raste, medtem ko altcoini in stablecoini so pod njo. In dejansko, če bi na začetku leta, ko smo dobili tale signal, vložili v Bitcoin, bi z njim tudi zaslužili največ. In na podlagi tega pravila lahko potem tudi z lahkoto definiramo stablecoin sezone, Bitcoin sezone, kot naprimer vidimo tukaj pri prejšnjem bullrunu, kako je imel Bitcoin najprej vodstvo in nato so to prevzeli altcoini, nato smo dobili veliko razprodajo, ampak altcoini so se vseeno nekako obdržali nad to linijo nič in nato smo doživeli še eno rast, kjer so najbolj kraljevali altcoini. Nato so tudi tale križanja med temi posameznimi segmenti kriptotrga kar precej pomembna. V nadaljevanju tega videa boste lahko videli, da se da kar lepo trgovati na podlagi tega. In nato imamo še razne divergence, ki jih bomo tudi jemali v nadaljevanju tega videa. Ampak treba si je zapomniti, to pravilo optimalne pozicije velja samo takrat, ko imamo 3 glavne veje kriptotrga na našem indikatorju. Torej Bitcoin, altcoine in stablecoine. Če slučajno gledamo kakšen altcoin, market cap in dominanca tegale altcoina morda nista dovolj velika, da bi se lahko zanašali na to. Morda pri kakšnem velikem altcoinu, kot je na primer Ethereum, še lahko, pri kakšnih manjših pa bolj težko. Ampak dajmo si recimo pogledati, kako se je obnašal Ethereum preko tegale indikatorja. Ok, zdaj pa imamo sledečo postavitev. Tukaj na levi imamo Bitcoin tedenski graf in tukaj na desni imamo Ethereum tedenski graf. Obe dva proti tetru, spodaj pa imam tako urejena ARI indikatorja. Tukaj je prikazan flow samo stablecoina in Bitcoina. Vse ostale nastavitve so privzete. Tukaj pa imam nastavljen prikaz flowa stablecoinov in Ethereuma oziroma trenutnega kriptokovanca. Kar sem tukaj hotel prikazati je to. In to je hkrati tudi odgovor na vprašanje v kvizu oziroma obrazložitev, kako je Ethereum dal prvi signal in v bistvu vodil prejšnji bull run leta 2020-2021. Tukaj imam označeno tole mejo, tole horizontalno mejo pri Bitcoinu, ki je bila zelo pomembna in je tudi nekako pomenila začetek oziroma preboj te meje je pomenil začetek bullruna. In isto neko tako mejo je imel tudi Ethereum. Tukaj smo jo imeli pri Bitcoinu na okoli 12.000, Ethereum pa svojo na okoli $309. In kar je zanimivo tukaj je, da je Ethereum prvi prebil tole mejo in tudi prvi je dal signal tegale preboja, ko je njegov flow križal stablecoin flow.
Kot vidimo tukaj s to svečko smo prišli zelo blizu tele meje in dobili smo križanje, kar lahko pomeni, hej, morda jo bomo zdaj prebili. Tukaj sicer smo imeli tudi neko križanje, ampak nismo prišli niti blizu do te meje. Ta signal smo mi dobili pri Ethereumu na okoli 20. julija 2020. Medtem ko Bitcoin, če pogledamo malce pobliže, je svojo mejo prebil šele okoli 19. oktobra 2020. In signal, to je križanje njegovega flowa s stablecoin flowom, smo dobili potem v naslednjih 2 tednih. Torej okoli 26. oktobra, to bi moral prestaviti na tole svečko tukaj. Tukaj smo imeli križanje. In kar je nasploh zanimivo, zdaj bom spet malček spremenil ARI indikator tukaj pri Ethereumu. Bom dal Bitcoin flow in bom dal stran stablecoin flow. Kar je najbolj zanimivo je, da ta indikator potem prikazuje, da je v bistvu Ethereum vodil celotni tale bull run od leta 2020 do 2021. V bistvu je dominanco nad Bitcoinom kazal že prej, tukaj smo imeli potem preboj in potem je dejansko vodil celotni bull run. Sicer tukaj je malček Bitcoin prevzemal vodenje, ampak jaz tega ne bi šel loviti. Bitcoin je bil večinoma pod tole linijo nič, če odštejemo tale manjši delček tukaj. In zdaj pogledajte še tole razliko. Če bi pri tem signalu, pri temle preboju vložili v Bitcoin, recimo pri tejle svečki, pa vse do tega le vrha, ki smo ga imeli, bi dobili pri Bitcoinu 393 oziroma 394 odstotkov. Za toliko bi oplemenitili naš vložek. Če bi pa vložili v Ethereum pri istem signalu in če bi imeli tako srečo, da bi prodali na vrhu, bi se pa naš vložek povečal za 1403 odstotke. Zdaj, razlika je očitna in zato tudi je narejen ta indikator za pomoč pri prepoznavi asseta, v katerega se splača vložiti. Dajmo si mi zdaj še pogledati metodo trgovanja na podlagi križanja. Za primer lahko vzamemo kar naš ta zadnji bull run. Tukaj imamo neko prepletanje. Tako prepletanje vedno pomeni, da se očitno dela nek vzorec in da imamo trenutno neodločnost na trgu. Lahko bi pa trgovali tudi tole prepletanje, ker nima nekih dosti križanj, kot vidimo tukaj, bi lahko izkoristili tole majhno rast. Ampak po mojem, če bi gledali samo križanja, ne bi kaj dosti pridobili. Sam sicer ne bi nikoli delal samo na podlagi indikatorja, vedno je dobro spremljati gibanje cene. No in tukaj vidimo, kot da se nam dela nek vzorec dvojnega dna. Da bom zbrisal. Kot vidite, tukaj imamo eno dno, prišli do sem, potem smo pa še drugo dno naredili in na to smo se spet srečali s tole linijo tukaj. Dvojno dno, za nekatere tudi W vzorec. Torej imamo vzorec dvojnega dna, imamo tole horizontalno mejo in tukaj je naš ARI indikator. In ko smo se bližali tejle meji, tukaj lahko vidimo, kako se je Bitcoin vedno bolj oddaljeval od flowa stablecoinov in to lahko mi vzamemo kot aha, zdaj bo Bitcoin očitno prebil tole mejo. Torej, kupimo na tem križanju oziroma na tem oddaljevanju od križanja, ker prej smo skoraj da tekli sinhrono. Torej, kupimo na tem križanju in prodamo na naslednjem križanju, ki ga imamo tukaj. In s tem bi mi pridobili, recimo kupimo tukaj in tukaj imamo mi potem
svoje naslednje križanje pri tej svečki in s tem pridobimo 28%. Na to imamo naslednje križanje. Tukajle, ko Bitcoin spet gre nad stablecoine, mogoče bi bilo prav še malo počakati, ampak recimo, da vložimo tukajle in prodamo na naslednjem križanju, ki ga imamo tukaj na tej rdeči svečki. Torej, kupimo nekje na tejle svečki in prodamo na tejle. In dobimo tam nekje dobrih 7%. Zdaj seveda perfekten trade bi bil, če bi prodali nekje tukaj, ampak to bi težko kdo dosegel. Tako da recimo, da smo prodali nekje tako vmes. Potem malček tečemo sinhrono, stablecoini začnejo ponovno vladati in vidite, kakšen padec doživimo. Tukaj bi lahko na primer šli v kratko pozicijo, ali pa lahko tudi že tukaj. In potem imamo še tukajle eno križanje na tejle svečki. Tukaj imamo tudi kar eno dolgo obdobje, ampak če bi recimo kupili nekje tukaj na tej svečki in bi držali do naslednjega križanja, ki smo ga imeli tukaj, ja, tukaj, pa recimo, da prodamo nekje vmes tele svečke, imamo novih 34-35%. Potem imamo še tukaj neko majhno obdobje, neko križanje, če bi recimo nekje na tejle svečki prišli notri, recimo nekje vmes, pridemo notri in potem prodamo na naslednjem križanju, ki ga imamo tukaj, smo nekje na tejle svečki, slabi 3%. Kar bi se recimo tukaj dalo tudi narediti, je, da prodamo divergenco. Recimo tukaj imamo višji vrh, nižji vrh, medtem ko tukaj imamo vrh in pa višji vrh. Da vam še označim s črtami. Tudi moč, kot vidimo, je vedno bolj manjša. In seveda, če opazimo to divergenco, lahko prodamo tudi že enkrat prej, recimo kje tlele od zgoraj, in tako imamo še malček višje odstotke dobička. Isto bi se dalo tukaj, čeprav se zdaj malček slabše vidi, bom tole zdaj umaknil. Tukaj imamo vrh in vrh na isti višini, medtem ko tukaj imamo Bitcoin Flow vrh in nižji vrh. In tudi tukaj označil. Tako. Medtem ko tukaj pa imamo na isti višini. In kje smo rekli, če pridemo not, tukaj imamo križanje, tukaj pridemo notri in lahko v bistvu s tem, ko opazimo tole divergenco, ja, po mojem pod tole svečko, ja, malček večji odstotek bi bil. In kje smo zdaj? Zdaj smo v fazi stablecoinov. Kot vidimo, se tukaj že spuščajo. Bitcoin se tudi počasi dviguje in očitno bomo imeli spet eno križanje. In trenutno se nahajamo na tejle podpori. Tako da bi lahko bilo za pričakovati še en odboj. Tukaj je en zelo zanimiv primer, kjer bi rad pokazal, kako zelo pomembno je spremljati podatke. In sicer tukaj na levi strani imamo dnevni graf Ethereuma proti Tetru, tukaj pa dnevni graf Ethereuma proti Bitcoinu. Na tem grafu imam ARI naštiman, da mi kaže Ethereum in stablecoine, medtem ko tukaj pa Ethereum in Bitcoin. Najprej poglejmo strukturo gibanja cene. Vidimo, da imamo tukaj neko obliko trojnega dna, tako da bom jaz tole kar označil. In tudi tukaj imamo obliko trojnega dna.
Pozabil sem še povedati, da te dva grafa predstavljata popolnoma isto časovno obdobje. Torej, imamo to mejo in tukaj vidimo, kako vladajo stablecoini in njihova moč se vedno bolj niža in Ethereum gre vedno bolj gor. In tukaj, še pred dotikom tele meje, smo že imeli tole usodno križanje, ko je Ethereum šel nad stablecoine. In nekaj podobnega smo naredili tudi tukaj na tem grafu, ko je Ethereum šel nad Bitcoin. In tukaj zdaj pridemo do tegale spremljanja podatkov. Če bi gledali samo tale graf in tole gibanje na Ariju tukaj, bi ob tem križanju mi vstopili na trg. Recimo, da vstopimo prav ob preboju tukaj in gremo do naslednjega križanja, ki ga imamo nekje tukaj. Takole. Kjer bi dobili tam nekje 39 do 40 odstotkov, če se ne motim. Če pa pogledamo tale graf in tale Ari, pa vidimo, da tukaj se Ethereum križa s stablecoini že kar precej časa prej. In če bi tukaj ob tem preboju vstopili na trg in izstopili na temle križanju, bi mi tako svojo pozicijo zaprli z 48 odstotki dobička. Torej celih 8 odstotkov več, ker bi prodali ob temu signalu prej. Pa si dajmo še malček ogledati nižje časovne intervale. Tukaj imamo Bitcoin proti Tetru na 21-minutnem časovnem intervalu. Zdaj, če na večjih časovnih intervalih lahko trgujemo križanja, je na nižjih zelo priporočljivo, da upoštevamo gibanje cene. Ampak tudi gibanje cene nam lahko daje lažne signale, pri čemur pa nam lahko pomaga Ari. Tale primer sem ravno včeraj spremljal. In sicer spremljal sem tale vzorec, ki je padajoči klin. Je bikovski vzorec. Ampak, kaj nam je kazal Ari? Tukaj prevlada Bitcoina, tukaj tudi vlada Bitcoin. Tukaj ob temu stiku s tole spodnjo mejo so že stablecoini kazali malček več moči in tukaj smo imeli križanje. In na to so stablecoini enostavno prevladovali in mi smo tole mejo izgubili. No, tale vzorec se je na to s tem gibanjem cene, ki smo ga imeli še naprej, preoblikoval v padajoči kanal. Eko, en lep padajoči kanal, ki bi lahko bil tudi bikovska zastava, glede na to, da imamo tukaj le drog. Ampak kar se je zgodilo, oziroma dogajalo v tem padajočem kanalu, je, da so stablecoini neprestano prevladovali. Sicer lik za malo, ampak so prevladovali. Dokler ni enostavno prišlo do tegale poka in tako smo izgubili tudi spodnjo mejo tegale padajočega kanala in seveda na to smo imeli kar konkreten spust. Tukaj le imam Ari naštiman, da mi kaže Bitcoin flow, stablecoin flow. Tukaj so privzete nastavitve in omogočil sem mehčanje, ki sem mu dal vrednost 5 in WMA. Tako da Ari je kar precej uporaben, saj nam lahko nakazuje tudi lažne signale v gibanju cene na manjših časovnih intervalih. Tukaj imamo še en zelo lep primer, kako lahko Ari nakazuje preboj nekega mini trenda, kot vidimo tukaj. Imam že označeno tole trend linijo in ves ta čas, skoraj da ves ta čas, so stablecoini, kot vidimo tukaj, prevladovali, dokler se nismo približali oziroma že prebili
In na to smo tale preboj še potrdili s križanjem. Torej, križanje imamo nekje tukaj. In če bi mi kupili tale preboj in ga držali do naslednjega križanja stablecoini, ki jih imamo tukaj, bi pridobili 2%. Dobra 2%. Na to imamo tukaj ponovno nek preboj, tele mini trend linije in tukajle imamo križanje. Ampak na nižjih časovnih intervalih je treba kar precej paziti, ker če bi namreč kupili ta preboj in tole križanje tukaj in bi šli prodajati na naslednjem križanju, to bi bilo že na tejle svečki, bi imeli izgubo oziroma break-even v ta najboljšem primeru. Zato je vedno dobro spremljati, če imamo morda kakšne divergence. Naprimer, tukaj imamo eno, kar lepo vidno divergenco. ARI ima svoje divergence, ampak dobro jih je potrditi tudi s kakšnim drugim indikatorjem. Takole, imamo vrh, višji vrh in vrh, nižji vrh, torej medvedja divergenca. In če bi kupili tale preboj in bi opazili tole divergenco, da bi imeli srečo, da bi opazili tole divergenco in prodamo nekje na polovici tele svečke, ja, morda bi bil nek majhen dobiček, če ne drugega, vsaj break-even. Še vedno boljše, kot pa če imamo izgubo. Jaz upam, da sem vam ARI dovolj dobro predstavil. Tako indikator sam, kot tudi trgovalne metode. Ne pozabite klikniti na link spodaj v opisu, če vas morda zanima več, lahko pa tudi poskenirate tole QR kodo. Ob tej priložnosti bi se rad tudi zahvalil vsem patronom, ki svojimi prispevki podpirajo ta kanal. Splača se biti patron, kajti ne le, da tako pridobiš dostop do dodatnih vsebin, dodatnih tehničnih analiz, ampak tako tudi lahko ceneje nakupuješ na moji spletni trgovini. Recimo ves vložek do zdaj lahko ob nakupu uporabiš kot dobro imetje in s tem pridobiš dodaten popust. Nekateri patroni lahko zdaj tako celo kupujejo zastonj. Hvala vam, da ste si do konca ogledali ta video. Dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Kaj si vi kaj mislite o tem indikatorju? Kaj si kaj mislite o teh trgovalnih metodah? Bi morda vi kaj dodali? Bi morda vi kaj spremenili, vam morda še kaj manjka? Povejte mi kar vse spodaj dol pod komentarji in z veseljem bom podebatiral z vami. Tudi če je bilo kakšno neodgovorjeno vprašanje, kar napišite mi ga spodaj. Vesel bom tudi delitev z vašimi prijatelji, če mislite, da so te informacije uporabne tudi za njih. Ne pozabite se pa tudi včlaniti na YouTube kanal, saj tukaj redno spremljamo kriptosvet. In to s čim bolj realnimi očmi. Obetajo se kar zanimivi videi, nadaljevali bomo z analizami altcoinov in na to ponovno z bitcoinom. Ne bo se jih splačalo zamuditi, zato je res najbolje, da se naročite na ta kanal in nastavite obveščanja, da vas bo YouTube o novem videu tudi takoj obvestil. Ne pozabite obiskati spletne trgovine za več informacij o ARI, link spodaj v opisu in pripetem komentarju. Jaz vam tako želim še lep dan naprej, imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu.